Že leta 2006 je nastal projekt Kampusa Livade za rešitev prostorskih potreb in razvoja Univerze na Primorskem. Takrat je bila vrednost kampusa ocenjena na 90 milijonov evrov. Na javnem natečaju za izgradnjo kampusa je bil izbran Biro Dekleva Gregorič. Ker država ni uspela zagotoviti vseh sredstev niti za izgradnjo prvega stolpiča, je bila Univerza na Primorskem prisiljena iskati druge vire. Le-te je univerzi uspelo pridobiti tako, da je nastal edini stolpič, v katerega je preselila svojo dejavnost v letu 2016. Ker je več kot očitno, da država ne bo uspela realizirati začrtanega projekta Univerzitetnega kampusa Livade, je univerzi predlagala vrnitev dela zemljišča občini Izola in umestitev Centra odličnosti InnoRenew na to zemljišče. V medijih so se pojavili namigi, da Univerza na Primorskem privatizira javni denar preko zasebnega zavoda Centra odličnosti InnoRenew. In bojo nezakonito porabljena evropska sredstva. Mene to spominja na en obvod. Se zelo opravičujem, če je nek denar javen, ne more kar postati njegov uporabnik zaseben zavod. Za lažje razumevanje si poglejmo kronologijo. Projekt InnoRenew se prične leta 2014 s prijavo na teming razpis Evropske komisije. Junija leta 2016 Vlada Republike Slovenije poda soglasje za ustanovitev zasebnega neprofitnega zavoda InnoRenew, ki je obvezni sestavni del poslovnega načrta poslanega na Evropsko komisijo. Konec leta 2016 Evropska komisija izbere InnoRenew kot edini teming projekt iz Slovenije. V letu 2017 tako pride do formalne ustanovitve zavoda, ki ga ustanovijo partnerji Univerza na Primorskem, Nemški inštitut Fraunhofer, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Zavod za gradbeništvo. Leta 2018 država izda pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo objektov raziskovalnega zavoda. Projekt je bil odobren zaradi osredotočanja na rabo lesa v zdravem grajenem okolju in zaradi prepričljivega načrta izgradnje neprofitnega zasebnega zavoda oziroma mednarodno prepoznavnega raziskovalnega inštituta. Tako je konzorcij partnerjev v Slovenijo pripeljal evropska sredstva. Tistih 30 milijonov pa za gradnjo, opremo, infrastrukturo in tako naprej, ko odbijete DDV in prispevke za plače, osebne prejemke zaposlenih, se hitro izračuna, da je pravzaprav država neto dobitnik. Niti cent evropskega denarja ni nezakonito pristal v zasebnem žepu in prav tako noben zasebnik ni lastnik omenjenega zemljišča v Livadah. Objave dr. Vesne Mikolič in Evgenije Carl na socialnem omrežju zato javnost zavajajo in posledično sprožajo razpravo v škodo Univerze na Primorskem in InnoRenew, kot tudi primorskemu gospodarstvu. Novinarka Carl pa kot kaže ne pozna primorskega gospodarstva, saj izjavlja, da na Primorskem nimajo lesa za izvoz. Les je tradicionalno prisoten v koprskem pristanišču praktično od samih začetkov. Vsako leto ga pretovorimo približno 1 milijon kubičnih metrov. V medijih pa ne širijo laži le o tem, da je Univerza na Primorskem privatizirala, temveč tudi celo, da je ukradla ideje biroja Gregorič Dekleva za pridobitev projekta InnoRenew. Z delom našega arhitekturnega biroja. To je seveda absolutna laž. Med 70 podporniki, ki so se vključili v tako imenovani živi laboratorij, je bilo 6 arhitekturnih birojev. V projektni prijavi je bilo poudarjeno, da bo stavba demonstracija raziskovalno-razvojnega dela zaposlenih v InnoRenew, ki kot prvi na svetu razvija inovativni koncept trajnostne gradnje. V prijavi lokacija izgradnje ni bila določena, temveč se je to zgodilo šele 7 mesecev po začetku projekta s soglasjem vlade in sklepom občine Izola. Šele novembra 2017 je bilo torej znano, kam se bo umestila največja lesena zgradba, trenutno projektirana v Sloveniji. Po vsem navedenem je torej jasno, da arhitekturni biro Dekleva Gregorič z medijskim pritiskom išče načine, da se okoristi z javnimi sredstvi. V resnici smo se s partnerjem Ljučem Dekleva odločila v bistvu za vsa pravna sredstva. Ima zasebni interes, nima javnega interesa. Ima priznan zasebni interes, privatni interes. To je evropski zeleni projekt za trajnostno gradnjo, oni pa so nagrajeni strokovnjaki za betonsko gradnjo. Predstavljate si, da bi mi njihove reference dali v našo prijavo, nas bi že na recepciji Evropske komisije zavrnili in bi rekli, ne gremo nazaj domov. Projektiranje že izgrajenega betonskega stolpiča A je znašalo 1,2 milijona evrov. Bi moral delati 60 let, da bi to zaslužil.
Evropa in Slovenija sta prepoznali pomembnost in vrednost projekta InnoRenew, zato posamezni poskusi diskreditacije ne morejo pasti na plodna tla. Jaz mislim, da Slovenija ne bo dopustila, da InnoRenew kot inštitucija, ki ima 40% uspešnost pri prijavljanju evropskih projektov in pa ki je z namenom, da Sloveniji pokažemo, da je lahko mladi raziskovalci, prodorni raziskovalci lahko ostanejo doma in ne odidejo v tujino, ne bo dovolila, da to do tega pride. Istrski poslanci smo vztrajni in trdni, da bomo z njimi sodelovali na tej poti do otvoritve. In kadarkoli bodo naleteli na težave, teh ne bo malo, bomo gotovo tudi mi dali naš prispevek, da te odpravimo. Naj tudi zaključimo z besedami podpredsednika Državnega zbora in predsednika kluba istrskih poslancev, gospoda Branka Simonoviča, da bo InnoRenew in zgodba, ki nastaja, vsem skupaj v ponos.